Prvo, z včerajšnje tiskovne konference vlade, ministrica je rekla, da začnite varčevati pri sebi. Češ, da imate tudi stavbe lepše, kot je marsikatera bolnišnica, kjer odpada tudi strop. Kako boste vi varčevali? Pa bi drugo vprašanje, pa koliko rezerv vidite v zdravstvu in kje ga najbolj, da rečem tako, kje najbolj razmetavajo denar, kje vi vidite možnost, da bi v zdravstvu prihranili vsaj del tega denarja, ki bo šel za plače, pol bom pa naprej. No, jaz bom tako rekel, da vsi javni razpisi uspejo prvo in imamo ponovitev. In ne sklepamo nobenih aneksov za gradnje naših stavb in res ugradimo malo boljše materijale, sam tale marmor je tam že 10 let. Ko sem prišel v Gižo, so pa začeli delati. Skrbimo za to, da so zadeve dolgoročne, pa tudi tale miza je že 12 let stara. Jo ne menamo tako kot operacijske mize. Takrat, ko jo pa kupimo, je pa po primerni ceni in da je pravilno kupljeno in da je denar smotrno potrošen, poskrbi računsko sodišče, ki nam 6 mesecev na leto, za razliko od nekaterih drugih, prekopava čisto vse papirja in da nam seveda že 4. leto zapored daje pozitivno mnenje. To se pravi, da kaže, da se računsko sodišče strinja, da zdajemo, gospodarimo racionalno in dobro. In lahko se pa seveda tudi vi vsak dan na svoje oči prepričate, pa tudi pleskali, že nismo dolgo, že njih 8 let isti, približno. Ampak smo dali pa tazga, da zdrži 8 let in da ni treba da vsake 2 leti pleskati. To je odgovor na tisto prvo vprašanje. Bi pa še nekaj ponovno rekel. Če se že zelo radi primerjamo z Evropo, po pomanjkanju števila kadra in podobne stvari, moram poudariti, da Zavod za zdravstveno zavarovanje posluje z skoraj 3-krat manjšo vsoto denarja, ki ga porabijo povprečne zavarovalnice v Evropi. Skoraj 3-krat. Povprečne zavarovalnice porabijo čez 6,5-7%, mi porabimo 2,5% od mase denarja in seveda ta program naredimo tudi s polovično manjšo ekipo kot sorodne zavarovalnice v svetu. Kar nas malo tepe, ker se premalo potem posveščamo drugim nalogam, ki jih bom pa kasneje opisal. Kako ste rekla še bolj? Drugo, kje po vaši, kje boste vi varčevali, pa kje v zdravstvu po vaši oceni najbolj razmetavajo z denarjem in kje po vaši oceni bi lahko del tega denarja za plače privarčevali? Eno sem že povedal, 27 aneksov vse je preveč. To je gradna, govoriva zdaj o tem... Sej, tam je zdravstveni denar tudi. Vsem bolj, jaz bi želela v bolnicah pa še kjer drugje, kaj se najbolj... Mi menimo in seveda cela kopica zdravstvenih delavcev, vključno s predsednikom sindikata Fides, da so rezerve pri javnih naročilih v zdravstvu, da so rezerve pri organizaciji dela, razlike v produktivnosti med slovenskimi bolnišnicami so 2:1, dokazano, to lahko podatke vsak trenutek zvlečete z katerikoli statistike ven. To so te rezerve in pa seveda tisto standardno, kar mi preko svojih organov pa mi obvladujemo. To so stroški za zdravila, prihaja nov pravilnik, ki nam bo dal možnost pogajanj, boljšo, bolniški stalež, posebna strategija za obvladovanje bolniškega staleža, pa ne, bom rekel, kontrolna, ampak promocija zdravja, kamor se usmerja zavod za hitrejšo rehabilitacijo. Tu bomo lahko znižali, govorimo o 2 postavkah, ena je težka 500 milijonov, druga pa 200, to je skoraj dobrih 40% denarja in cela vrsta drobnih, malih ukrepov. Tako kot sem rekel na začetku, gibamo se v plus minus 100 milijonih. Lahko je prišparati 400 milijonov, če imaš. Težko je pa najti, ko rabiš 100, je pa težko najti
bi rekel, vzeno potezo takole, na 2 področjih so samo stvari, ni, na 30 področjih je treba delati. Ena izmed stvari je, na primer, online projekt, ki ga forsiramo, ki ima končni izplen v letu 2011-2012 poslovanje brez papirja. Pa ne bo treba 14 milijonov papirnatih receptov kupiti, na primer. In to vse, ko to sešteješ, nanese.